Lep sončen pozdrav v današnji oddaji Splet dogodkov tedna. Uradno smo se poslovili od zimskega časa, saj so zaradi premika ure dnevi zdaj svetlejši in daljši. Poglejmo, kaj se je dogajalo v preteklem tednu. Finančna uprava Republike Slovenije je v ponedeljek, 31. marca, zavezancem poslala prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2024. Ti izračuni bodo poslani tistim, ki ne uveljavljajo olajšav za vzdrževane družinske člane in nimajo dohodkov od dejavnosti ali katastrskega dohodka. Zavezanci jih bodo prejeli v začetku aprila. Drugi sveženj, ki vključuje tiste, ki uveljavljajo olajšave ali imajo druge posebnosti, bo poslan konec maja. Zavezanci bodo imeli do takrat čas za preverjanje podatkov in morebitno doplačilo dohodnine. Predlog pokojninske novele, o katerem so socialni partnerji in vlada v sredo 2. aprila podpisali dogovor in je že v javni obravnavi, od leta 2028 postopno zvišuje upokojitveno starost na 62 let za tiste s 40 leti pokojninske dobe in na 67 let za tiste s 15 leti zavarovalne dobe. Od leta 2035 se bo pokojninska osnova izračunavala na podlagi 40 najboljših zaporednih let. Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe pa se bo zvišal na 70%. Pokojnine se bodo do leta 2030 usklajevale v razmerju 50% po rasti plač in 50% po rasti cen. Na to bo večji vpliv imela rast cen. Letni dodatek bo znašal od 160 do 470 evrov, uvedena bo tudi božičnica, ki bo od 150 evrov leta 2024 postopno rasla na 250 evrov do leta 2030. Invalidske pokojnine se bodo od leta 2026 zvišale na 50% najnižje osnove. Prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ostajajo nespremenjene pri 8,85% za delodajalce in 15,5% za delavce. Poslanci so na izredni seji sprejeli novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ločuje javno in zasebno zdravstvo. Zakon omejuje dodatno delo javnih zdravnikov v zasebnih ustanovah, hkrati pa jim omogoča delo v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih pod določenimi pogoji. Koalicija meni, da je to ključen korak za izboljšanje zdravstva, medtem ko opozicija opozarja na morebitne negativne posledice, kot so odhodi zdravnikov v zasebne ustanove. Novela tudi ureja status železniškega zdravstvenega doma, ki mora postati javni zavod. Kljub podpori koalicije je zakon naletel na nasprotovanje opozicije, ki napoveduje, da ga bodo izpodbijali na ustavnem sodišču. Vlada je na včerajšnji seji potrdila predlog novele zakona o maturi. Z novelo zakona o maturi dijakom srednjih strokovnih šol omogoča 5-predmetno poklicno maturo za lažji prehod na univerzitetni študij. Šole bodo zagotovile dodatne učne ure splošno-izobraževalnih predmetov. Novela tudi izenačuje pogoje opravljanja mature v 2 delih ter omogoča izboljšanje ocen. Po besedah ministra Vinka Logaja zakon dviguje kakovost znanja in ne razvrednoti strokovnih predmetov. Vlada je včeraj 3. aprila potrdila predlog novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, s katerim želi prenoviti sistem zaradi pomanjkanja rejniških družin. Novela izboljšuje položaj rejnikov in otrok, zvišuje oskrbnino na vsaj 637,9 evra ter plačilo rejnikov na 360,1 evra z možnostjo zvišanja. Nezaposleni rejniki bodo upravičeni do plačila prispevkov za socialno varnost, uvedeni pa bodo tudi 3 dodatni prejemki po 360 evrov. Novela predvideva redna usposabljanja rejnikov na 3 leta, okrepljen nadzor ter brezplačno pravno pomoč. Zakon naj bi bil sprejet pred poletjem
in bo začel veljati 4 mesece po sprejetju. Mestna občina Celje je bila uspešna na evropskem razpisu Interreg Euromed in bo kot vodilni partner izvajala projekt Urban Green Leap, katerega cilj je izboljšanje zelene infrastrukture v malih in srednje velikih mestih. Skupna vrednost projekta je 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropska unija prispevala 1,9 milijona evrov. Poslanci so soglasno sprejeli novelo zakona o praznikih, ki 10. november določa kot dan znanosti, vendar ne bo dela prost dan. Praznik je odziv na pobudo znanstvene skupnosti, ki meni, da bo pripomogel k večji prepoznavnosti pomena znanosti. Na ta dan se bodo podeljevala najvišja državna priznanja za znanstvene dosežke, potekali pa bodo tudi drugi dogodki za popularizacijo znanosti, zlasti med mladimi. Pobudo za praznik so podali Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Rektorska konferenca Republike Slovenije in druge znanstvene institucije. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal uvedbo 10-odstotnih carin na uvoz z vsega sveta, ki bodo začele veljati 5. aprila, ter višje carine za 60 držav in Evropsko unijo, ki bodo v veljavi od 9. aprila. Carine bodo prizadele države, kot so Kitajska, Evropska unija, Srbija in druge, a ne bodo veljale za Kanado, Mehiko, farmacevtske izdelke, energijo in avtomobile. Trump trdi, da bodo carine koristile ameriškemu gospodarstvu, vendar so odzivi negativni, saj bi lahko povzročile trgovinsko vojno. Finančni trgi so takoj padli. Evropski in drugi svetovni voditelji so v odgovor napovedali svoje ukrepe, opozarjajo pa, da bi Trumpov ukrep lahko zmanjšal ameriško konkurenčnost. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je v prvem četrtletju letos dobavil 336.681 avtomobilov, kar je 13% manj kot v enakem obdobju lani. Manjša prodaja je posledica težav s proizvodnjo zaradi posodabljanja tovarn in bojkota, ki ga je sprožila politična dejavnost izvršnega direktorja Elona Muska. Pri Tesli so opozorili, da so zaradi nadgradnje tovarn za model Y izgubili več tednov proizvodnje. Analitiki so podatke označili za razočaranje, zlasti zaradi političnih vplivov na blagovno znamko, ki jih povzroča Musk. Tesline delnice so na začetku trgovanja padle za več kot 6%, kasneje pa se je padec nekoliko zmanjšal. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je 28. marca prizadel Mjanmar, je preseglo 3000, so danes sporočile mjanmarske oblasti. Po 6 dneh iskanja še vedno pogrešajo 341 ljudi, 4715 pa je poškodovanih. Potres z magnitudo 7,7 je povzročil ogromno škodo. Reševalci in humanitarni delavci iz 17 držav pa so prispeli s 1000 tonami pomoči. Čeprav iskanje preživelih še poteka, so možnosti, da bodo pod ruševinami našli žive, minimalne. Iz Novega Sada je včeraj proti Strasbourgu s kolesi krenilo 80 študentov in članov akademske skupnosti. Pot jih bo vodila skozi več evropskih mest, do Strasbourga pa naj bi prispeli v 12 dneh. Študenti želijo Svet Evrope in Evropski parlament opozoriti na trenutne razmere v Srbiji, zlasti na sistemsko korupcijo, represijo, omejevanje svobode medijev in vladavino prava. Akcija je odziv na tragedijo, v kateri se je novembra lani na železniški postaji v Novem Sadu zrušil nadstrešek, kar je povzročilo 16 smrtnih žrtev. Po nesreči so sledili množični študentski protesti, ki so prerasli v zahteve po odgovornosti in pravičnosti. Evropska komisija je odprla prijave za nov krog pobude Discover EU, ki mladim omogoča brezplačno odkrivanje Evrope z vlakom.
18-letnikom, rojenim med 1. julijem 2006 in 30. junijem 2007, ki prebivajo v Evropski uniji in državah povezanih s programom Erasmus+, bo na voljo skoraj 36.000 brezplačnih vozovnic. Uspešni kandidati bodo med julijem 2023 in septembrom 2026 do 30 dni lahko potovali po Evropi, bodisi sami, bodisi v skupinah do 5 oseb. Prijave so odprte do 16. aprila, prijaviti se je treba preko Evropskega mladinskega portala. Pobuda, vključena v program Erasmus+, je doslej že podelila več kot 355.000 vozovnic. Smučarski skakalec Domen Prevc je z 254,5 metra postavil nov svetovni rekord. Osvojil je drugo mesto, medtem ko je Anže Lanišek dosegel svojo prvo planiško zmago. Zaključek odlične sezone je bil tako več kot sijajen. Tekme v planici si je ogledalo okoli 60.000 gledalcev. Letos so dogodek v živo prenašali v slovenskem znakovnem jeziku, zaradi česar so uporabniki slovenskega znakovnega jezika celotni dogodek lahko brez težav spremljali in ga razumeli. Jutri se začne Evropsko ekipno prvenstvo gluhih in naglušnih v šahu, ki bo potekalo ves teden v Trogirju na Hrvaškem. Našo reprezentanco sestavljajo Bruno Glas in Pavel Radež, oba člana DGN Krško, Andrej Štrucelj iz DGN Celje, Miha Petelin iz DGN Novo mesto in kot rezerva Milan Kotnik iz DGN Maribor. Ekipa, ki se prvenstva udeležuje po 30 letih, je precej pomlajena, vodi pa jo trener Hilmija Ahmatović. V nedeljo smo se s premikom urinih kazalcev na poletni čas poslovili od zimskega časa. V Sloveniji premikamo uro od leta 1983, z letom 2006 pa vsak zadnji marec premaknemo uro naprej. Prvi premik sta po drugi svetovni vojni izvedli Avstrija in Nemčija, ukrep pa naj bi zmanjšal porabo energije in izboljšal izkoristek svetlega dneva. Vendar ima to tudi nasprotnike, ki opozarjajo na negativne vplive na zdravje. Evropska komisija je leta 2019 predlagala ukinitev premikanja ure, odločitev pa je prepustila državam članicam. Leta 2018 je bilo izvedeno posvetovanje, na katerem je 84% sodelujočih podprlo ukinitev premikanja ure. Slovenija je predlog podprla, vendar bomo uro premikali vsaj do leta 2026, saj je časovni razpored poletnega časa objavljen do takrat. Po svetu marsikje ne prehajajo na zimski oziroma poletni čas, ali pa to storijo na drug datum. Jutri bo oblačno s padavinami, dež se bo dopoldne na vzhodu okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 10 stopinj Celzija, hladneje bo v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 8 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Čez dan se bo dež v vzhodnih krajih okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Ob tem bodo na tem območju močneje narasli vodotoki. V nedeljo bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo še vedno pihala burja. V ponedeljek kaže na dokaj jasno vreme s kakšno popoldansko ploho. Še bo pihal severni veter, na Primorskem burja. Kretnja tedna je novela.
Novela pomeni pravni akt, s katerim se spreminja ali dopolnjuje drug že veljavni pravni akt enake pravne moči. To je za danes vse. Izkoristite lepe dni in pojdite na sonce, da boste dobili dragocen in nujno potreben vitamin D. Bodite lepo in se vidimo prihodnji teden.